Lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes z nami. Tisti, ki ste bili z nami že na predhodnih posvetih Odprti mikrofon, ste zagotovo opazili, da smo danes v nekoliko drugačnem, moram reči zelo prijaznem in udobnem ambientu. Verjamem, da ste tudi vi udobno nameščeni v svojih domačih naslonjačih, kajti vreme je danes točno za nekaj takega, in pripravljeni smo že na 4. posvet na temo multiple skleroze iz serije Odprti mikrofon. Za ljudmi, ki v življenju spremlja multipla skleroza, se pogosto srečujemo ob različnih priložnostih in ko jih vprašamo, kaj jim največ pomeni na poti življenja za multiplo sklerozo, je njihov odgovor skoraj vedno enoten. Ohraniti življenjski slog, kot sem ga imel do sedaj, in ostati čim dlje samostojen. Vsaka oseba najde svoj način za dosego tega cilja. Danes pa bomo pogledali, kaj na to temo svetuje stroka ob številnih novostih, ki se dogajajo na področju multiple skleroze. Z menoj so danes zelo simpatične sogovornice in jih bom kar predstavila. To so primarij asistentka magistra Marija Šoštarič-Podlesnik, doktorica medicine, specialistka nevrologije, predstojnica oddelka za nevrologijo iz Splošne bolnišnice Celje. Prav tako iz bolnišnice Celje, iz oddelka za nevrologijo, prihaja višja medicinska sestra, gospa Stanka Habjanič. In pa Andreja Velepec, oseba z multiplo sklerozo in tudi članica Združenja multiple skleroze Slovenije. Vse zelo lepo pozdravljam. Hvala lepa, ker ste prišli. Vem, da je bilo precej stresno, ker je v deževnem dnevu situacija na cesti še posebej, bi rekla, stresna tudi, a ne? Tako da hvala lepa za prihod. Vas, spoštovani udeleženci današnjega pogovora, pa vljudno vabim k aktivni udeležbi. Sogovornicam lahko zastavite vprašanje, napišete kakšen komentar ali podelite z nami vašo izkušnjo življenja za multiplo sklerozo. Predvsem pa nam sporočite, kaj bi si danes želeli drugače, če bi lahko zavrteli čas nazaj. V pogovor se lahko vključite tako, da kliknete ikono Q&A oziroma vprašanje in odgovor. Ikona se nahaja na spodnji strani oziroma na sredini ekrana in bo vprašanje vidno samo administratorju. Na vprašanja, vezano na določeno terapijo oziroma zdravila, v skladu z Zakonom o oglaševanju zdravil ne moramo javno odgovarjati. Če imate vprašanje, ki je vezano na točno določeno zdravilo ali terapijo, vas prosim, da pustite svoj kontakt in vam bo zdravnica pozneje odgovorila zasebno. Tudi danes vas bomo, spoštovane poslušalke in poslušalci, povabili h kratki anketi in vas že zdaj vabim k sodelovanju. Prav tako vas obveščam, da se spletni pogovor snema in bo pozneje na spletnih mestih dostopen za ponovni ogled. Ker je jesen, čas novih začetkov, smo tudi naš posvet nadgradili in ga tokrat prvič prenašamo preko platforme STA, s čimer smo omogočili dostop do posveta še večjemu krogu ljudi. Za podporo današnjemu dogodku se lepo zahvaljujem družbi Novartis, za obveščanje o dogodku pa Združenju multiple skleroze Slovenije, Društvu Spoznajmo multiplo sklerozo, STA in vam, spoštovani gledalci, ki ste podelili informacijo na spletnih omrežjih. Pa začnimo. Bi začela kar z vami, dr. Šoštarič, pa vas lepo prosim, če nam lahko malo poveste, kaj je novega na področju multiple skleroze. Mogoče najprej, kaj sploh multipla skleroza je na kratko. Torej, pri multipli sklerozi gre za kronično, vnetno, imunsko pogojeno bolezen, ki je demielinizacijska in tudi degenerativna. Prizadene pravzaprav, kar se tiče nastanka invalidnosti, je pravzaprav nekje, so na drugem mestu prizadetosti mladih ljudi z invalidnostjo, ne? Potem je treba povedati, da je pogostejša pri ženskah, približno 2,3-krat pogostejša kot pri moških, da v Sloveniji torej nimamo natančnih epidemioloških podatkov, ampak ocena po podatkih Združenja za multiplo sklerozo nekje kaže, da je v Sloveniji trenutno živečih in v bistvu obolelih približno 3500 ljudi za to boleznijo in pa
v bistvu je zanimivo, ker to vpliva na pogostnost, da je pri nas prevalenca te bolezni visoka, torej to pomeni preko 100 ljudi na 100 tisoč prebivalcev. Diagnostika je seveda pestra oziroma zanimiva in tudi izziv zaradi same heterogenosti pojavljanja simptomov in tudi zelo velike heterogenosti v poteku bolezni pri posameznih bolnikih. Dejstvo je, da je to naredilo kar v bistvu velik napredek zaradi tudi velike in večje dostopnosti do magnetno-resonančnih preiskav, čeprav je treba poudariti, da je diagnoza klinična in da v bistvu te paraklinične diagnostične metode, kot so magnetno-resonančna slikanja z meritvijo volumna možganov ali brez in pa dodatna likvorska diagnostika, samo pomenijo neko večjo natančnost, večjo specifičnost pri postavitvi diagnoze. Toliko mogoče za uvod, da vemo, o čem govorimo. Ja, hvala lepa. Mogoče bi se vprašala, rekli ste, da je relativno visoka prevalenca pri nas, se mogoče kaj ve, zakaj je to tako, v čem smo tako posebni? V bistvu pripisuje se zemljepisni širini, ne vemo natančno zdaj zakaj, ne? Torej vemo, da so Severna Amerika, skandinavske države in v bistvu celotno to naše področje izrazito bolj prevalentna lokacijska področja, recimo, ne vem, pod ekvatorjem tega ni, imajo pa seveda kakšne druge bolezni, ne? Vedno nas nekaj ujame, ne? Tako. Ja. Hvala lepa, se bomo vrnili potem še naprej in k diagnostiki in seveda novostih, a ne, ker kot smo rekli, je na področju multiple skleroze kar razvoj na vseh področjih kar hiter in uspešen. Pa bi vas vprašala, gospa Andreja Velepec, vi ste, mi radi rečemo oseba z multiplo sklerozo, niti ne govorimo več toliko o bolniku, ker je lahko bolezen zdaj v zadnjem času res, oziroma že dolgo dobro urejena. Pa bi vas vprašala, dr. Šorterič je omenila, da je to bolezen, ki zadane predvsem mlade ljudi in tudi vam se je to zgodilo, ne? Kako je bilo pri vas? Pri meni je bilo pravzaprav tako, da jaz že nekaj let pred postavitvijo diagnoze sem imela občutek, da nekaj nisem prava, da se mi dogajajo stvari, preveč utrujenosti. Kljub temu, da sem jaz dobro spala, dovolj spala, glede na prejšnja leta, se mi je zgodilo, da sem se zbudila utrujena, da mi je bilo včasih tako, da sem bila tako utrujena, da nisem mogla narediti vsakdanjih stvari. Imela sem relativno majhne otroke, ni bilo tako, kot nekateri pravijo, da je to po porodu, da se to začne po porodu, ampak se je začel 6-7 let po porodu, 6 let recimo po porodu. In potem je bil tak splet okoliščin, da sem ravno vpisala 3. letnik fakultete, da sem jaz se ravno učila o nevrologiji in potem se je ravno zgodilo to, da se meni vsak dan sem imela en prst bolj mravljinčast, to mi je bilo malo nenavadno, nisem imela pa časa iti k zdravniku. Čeprav ste fizioterapijo študirali, ne? Ampak to najprej je bilo tako, da so me pravzaprav, sem hotela vse to v ozadje pospraviti, da to se samo zaradi utrujenosti, zaradi otrok, zaradi tega, ker sem pač prevzela vlogo še študentke zraven in je bilo potem vse skupaj vsega mogoče malo preveč zame. In dokler nisem res dobila tistega močnega zagona, kjer se je res ta mravljinčenje, oziroma kot bi bila vsa zavita v vato od ključnic navzdol, pravzaprav mi je bilo samo čudno vse skupaj, nič drugega. No, takrat sem se pa potem ustrašila in k sreči je bilo lih tak čas, da so bile novoletne zabave, kjer je potem en od kolegov, zdravnik, pa se majčkam bolj posvetil temu, pa se mu je vse skupaj malo čudno zdelo, čeprav nismo se vsi smejali temu, da mi je pribor padal iz rok. Je pa potem prisedel in me pa vprašal, kako in kaj, in me napotil k nevrologu, nevrofiziologu. Tam na teh evociranih potencialih, ko so mi delali preiskave na srečo, ali kako naj rečem, ni nič pokazali, ampak potem se je vseeno stanje slabšalo in me je vseeno potem še ta dotičen kolega poslal k nevrologu
tam so me pa potem vzeli nevrologi v svoje roke in tam je pa potem že so začeli sprovajati diagnostiko, magnetno resonanco, lumbalno punkcijo in kar je bilo to potem oboje pozitivno. So potem še počakali, da mogoče pa to samo sumno na bolezen, ampak ker sem imela v relativno kratkem času, čez en mesec, ponovno zagon, je potem bila Ste že sami najbrž ugotovili, ne, da se pa ne da več zanikati, ne? Ste živeli v zanikanju, v strahu, kaj je bilo tisto, da vas je hromil, da bi šli na ta pregled, saj vem, rečemo ljudje, takrat ste rekli, pa naporna služba, pa otroci, pa to, ampak nekako globoko v sebi pa vemo, da je drugačne. Ali ne, ne vem. Ja. Ravno tisto, ker sam sebe pravzaprav človek prepričuje, vse to je mogoče pa res samo ta utrujenost, to je ali vreme, ali luna, ali kakšen dogodek tak, malo sem bolj stresen, ki pripomore k temu, da človek malo bolj utrujen. Ampak, ker sem bila to na dopustu, ker res nisem imela nikakršnih stresov, mi je bilo pa tako malo nenavadno in potem sem se nekako prepričevala, ok, res sem mogoče čudna, ni nič narobe. Hkrati pa za te znake sem nekako skozi študij tudi spoznala, ampak sem rekla, ne, to ne more biti to. Tako da res sem potiskala stran od sebe in res tudi, moram reči, takrat, ko je bilo črno na belem že vse skupaj, vsem še nisem uspela, mislim, da še vedno skoraj, da ne moram reči, da jaz pa to bolezen imam. Ona mene, ali kako ne reče. Ali pa ona mene, ja. Ker nekako bi mogoče pokomentirala, da enkrat, ko se človek sooči, ko je črno na belem, je pa s tem treba nekaj narediti, ne? Ja, po eni strani je bilo nekako olajšanje, to, da sem dobila nekaj, da nekaj mi vseeno je, da ni bilo to vse samo v moji glavi, da ta utrujenost, zmanjšana kognicija, recimo, jaz vedno sem bila ponosna na svoj spomin, potem pa kar naenkrat so začele nastajati take luknje. To je tudi eden od znakov, ne? Tako. Multiple skleroze, ne? In to, nekako pa to se meni ne more dogajati, ampak potem, ker se je pa vseeno to dogajalo, je pa nekako prihajala pa jezda, pa to, ker je bil zagon, recimo, in sem bila potem izključena iz službe, pa sem bila iz tega svojega načina življenja nekako vržena ven in sem mogla biti, recimo, na bolniški. Je pa... Ja, mlad človek ustvarjalen, ne, poln življenjske energije, pa v bistvu mačkam se nekaj postavi na pot, ne. In sem bila nekako me je kar malo, pa ne, to pa ne, no, ampak... No, ampak vidimo, 21 let je od tega in poglejte, bi rekla, da je vaš zdravstveni karton popolnoma prazen, če vas pogledam takole. Sestra Habjani, z vami bi malo spregovorila ravno o tem, kar je gospa Andreja povedala, ne, živimo v strahu, v zanikanju, vemo, da se nekaj dogaja. Vendar ja, ko zvemo, je treba s tem nekaj narediti, neko odločitev sprejeti. Kaj bi svetovali našim poslušalcem, ljudem, ki nas danes spremljajo? Niso samo bolniki za MS med njimi, imamo kar široko občinstvo. Lahko malo jih usmerite, spodbudite, kaj ne naredijo, da ni tega zamujenega časa pravzaprav, ne? Ja, velikokrat ljudje zanikamo, ne, tako kot ste vi rekla, gospa Andreja, vse znake, ko nam niso po volji, ne, smo delovni ljudje, ni nam za iti k zdravniku, ni nam za pojamrati, ampak če se to ponavlja in gre, pa tudi če se izboljša, ne, vsem polagam na dušo, na srce, kakorkoli že, naj grejo na zdravniku, nič ni narobe, kajti vemo, prej, ko je odkrito, boljše je, ne, rezultati so boljši, rezultati zdravljenja so boljši, pa naj je to multipla ali pa kakršnokoli drugo obolenje, ne. In predvsem je posebnost tu pri mlajših, ker seveda mladi, recimo tudi študenti, ne, še dijaki, bom rekla že tudi, seveda nismo pozorni, tudi starši, jaz, če se postavim v vlogo starša, vemo, ne, otroci imajo razne težave, ne, pa potem naši študenti in tako naprej, bodimo pozorni, ne, bodimo pozorni tudi mi, družinski člani, ljudje okrog nas, predvsem pa bom rekla, ko se pa to nam osebno dogaja, pa ko se ponavlja, ne zanikajmo, pojdimo k zdravniku, ne.
vedno je to tako, ne. Čeprav vedno rečemo, ja, lahko si pametni, ne, dokler nisi v tej situaciji, ampak bom rekla, položim ljudem, naj grejo, naj preverijo, karkoli že je, tako kot je rekla gospa Andreja, lažje ti je mogoče potem tudi tebi, ker veš, da ni neke namišljeno, ne, ker ko si kar naprej utrujen in ne vem, kaj te že gledajo, ja, sej, pa ti ni do dela, pa ti ni, ne, vemo, kako je to v okolici potem. Tako da vedno je dobro in je prednost, pojdite in raziščite svoje težave. Da se ne zgublja čas. Tako, tudi, ne? ja, tako. Zanimivo mi je bilo tudi to, ne, ste rekli, tudi jaz rekla v vlogi mame, recimo, ne, ali pa neki drugi prijateljice, tako, to ja. včasih okolica celo prej opazi, ne, vas so sodelavci spodbudili, ne, vi Ja, tudi pravite, ja, opazujete tako. otroke svoje, ne, ja, Ja, včasih tako, okolica celo ja, prej ja. kaj opazi, kot pa Ja, človek pogosto. sam, Ja, ja, mi ali smo- si pa ne prizna, ne. Ja, tudi mi smo imeli sodelavko, ne, kar nekaj let so bile take manjše težave, nikoli ni pojavljala, nikoli Ja. nič ni rekla, Ja. ne, potem je pa zelo hitro šlo v to in je bila diagnoza multiple skleroze. Ne. Tako da je res veliko krat in je sama tudi povedala, da so družinski člani doma opažali, Aha. potem že sodelavke v službi, ne, in šele potem se je odločila in je v Ja. našem krogu v bistvu. Ja. Ne. Tako da bi kar spodbudila, ne, Ja, naše res. gledalce danes, da tudi povedo, če opazijo spremembe pri ljudeh, ki so jim blizu, povejte jim to. Je to, Ja, pripomorejo k prejšnji odkritju bolezni, a ne. Doktor Šoštarič, vi ste omenili pravzaprav uspešne metode diagnostike in pri multipli mislim, da res lahko govorimo o uspešnih in zgodnjih odkritjih bolezni. Kako smo kaj s tem? Zakaj recimo pa kljub temu mogoče še vedno pride do kakšne zamude? Ja, mogoče bi najprej izpostavila tudi še eno dejstvo, da tudi ti klinični znaki oziroma bomo rekli mogoče klinične metode, ki jih uporabljamo mi v diagnostiki skozi določene kriterije, ki morajo biti prisotni, a ne, ali pa recimo določene pristope po raznih avtorjih, kdaj v bistvu pristopiti, pa kaj vse uporabiti v diagnostiki, so se tudi v bistvu zelo spremenile v, rečemo, pozitivno smer. Ti zadnji, recimo McDonaldovi kriteriji, ki so bili revidirani na zadnje 2017. leta, spet nazaj upoštevajo večji doprinos, pa večjo pomembnost likvorske diagnostike in določanja oligoklonalnih trakov, ki so pravzaprav neodvisni napovedni dejavniki, kako hitro in v kakšni meri se bo nek klinično izoliran sindrom, ki je čisto na začetku lahko prisoten, razvil v pravo multiplo sklerozo. In naprimer, ravno ti kriteriji so doprinesli k temu, da je recimo približno 70% časa prej pridemo do diagnoze in približno v 85% dosežemo časovno gledano prej tisti čas, ko nastopi že zdravljenje. Skozi tudi popolnoma klinične pristope, a ne, ki so seveda likvorsko diagnostiko, lumbalno punkcijo, tekom katere pridemo do likvorja, imenujemo kot eno od parakliničnih metod. In taka paraklinična metoda je tudi magnetna resonanca, ker sicer je pa v osnovi seveda klinika tista, ki je vodilna. A ne. Ampak samo za klinično sliko, samo z nevrološkim pregledom, z neko zgodbo, ki jo razčiščujemo, ne moramo postavljati diagnoze. A ne. Zdaj, ta prednost sodobne diagnostike, ki je zdaj seveda v razpoložljivosti že samo magnetno-resonančnih preiskav, prej so bile že samo čakalne dobe za magnetne resonance tako dolge, da v bistvu si obvezno par mesecev čakal na to, da si sploh dobil neki izvid magnetne resonance in šele od tam naprej si nadaljeval z diagnostiko. Ne? Zdaj, diagnostika je pa zdaj seveda veliko hitrejša. Zdaj, zakaj prihaja do zamud? Seveda, večinokrat kljub vsemu zaradi tega, ker ljudje ne pridejo, ne povejo, se ne soočijo s tem, da nekaj je v resnici narobe. Ne? Recimo tudi sam princip sodobnega zdravljenja je pokazal, tudi vse raziskave, v prid temu, da prej, ko zdraviš, bolj v bistvu lahko bolezen kontroliraš
in v bistvu manj napreduje bolezen. Ne? To je dejstvo. Ne? In tudi vse raziskave pravzaprav zdaj kažejo v prid čim zgodnejšemu, čim bolj aktivnemu pristopu k zdravljenju, čeprav seveda potem upoštevamo tudi vrsto bolezni, koliko je bremena teh lezij, ki so na magnetni resonanci, koliko je kliničnih znakov, koliko je zagonov. Vsak bolnik je zase, bolnik vsakega individualno obravnavamo in na osnovi tega tudi seveda prilagajamo terapijo, ki pa se je tudi seveda nabor zdajšnje terapije je toliko večji, da lahko si privoščimo pravzaprav res prilagajati posamezniku in glede na njegov, ne vem, slog življenja, na to, ali se planira nosečnost, ali je to ženska v rodni dobi, ali je to, ne vem, nekdo, ki ima še sočasne bolezni, pa je treba na to gledati, do recimo zelo individualnih ugotovitev, recimo, če imamo nekoga z enim kognitivnim upadom, ki je lahko vodilni simptom in znak, pa nič kaj drugega ne najdeš, samo imaš potem na magnetni resonanci ustrezne, recimo lezije oziroma neke znake, tak človek je lahko, čeprav je mlad, je lahko čist zgubljen. Jaz v bistvu lahko rečem, da imamo izkušnje, da se bolnik, naprimer, če mu daš neko zdravilo, ki ga jemlje v tabletah, pozabi, da ga mora vzeti. Pozabi priti na kontrolno magnetno resonančno slikanje. Napiše si, mobitel ga spomne, pa kljub vsemu se zgodi. Taki bolniki veliko boljše prosperirajo z neko terapijo, ki jo dobivajo bolj poredko, pa takrat v bistvu morajo v bolnišnico priti, ne, in takrat je to pol preverjeno, prekontrolirano. To je samo en primer, recimo. Ne. Takšnega bolnika recimo tudi pokličete? Seveda, seveda, ker v bistvu kar se tiče tega, je ravno sodelovanje z medicinsko sestro recimo največje vrednosti. One nas opozarjajo na mnogo recimo stvari, ko jih ti ne moreš imeti vse v glavi. Recimo mi funkcioniramo kot zdravniki na nekem splošnem nevrološkem oddelku, jaz ne vodim samo bolnikov z multiplo sklerozo, se v bistvu usmerjamo bolj v eno, v drugo smer, ampak gledaš tudi druge bolnike in seveda je to pomembno že na začetku, ko se srečajo tudi z medicinsko sestro, da jim ona da možnost, da lahko pokličejo na določeno številko, se obrnejo na njo, tudi kadar so težave ali prvi problemi, da najprej poskuša ona razčiščevati, ker veliko stvari lahko svetujejo, pomagajo, ko pa one zaslutijo, da se dogajajo neke druge težave, da je lahko zagon, da je lahko neko poslabšanje, da je lahko nekaj narobe, pa nas opozorijo. Hkrati pa enako velja tudi za te terapije, ki jih imamo na nek način splanirane tudi terminsko, kako ljudje hodijo. Se pravi, vi ste tisti, kamor ljudje pridejo, se tudi, bom rekla, mislim, se sestrami tako veliko pogovarjajo, tako tudi mogoče kakšne stvari, ki jih mogoče malo tiščijo, malo skrbijo, mogoče sestrami včasih celo malo bolj, ne vem, ste se malo spogledali tle? Ja, zato ker mislim, da tudi, če je bolnik, če ima kakršnokoli težavo, jaz mislim, da je sestra tista, ki bomo prej mogoče k njej pristopali. Zdravniki vemo, da imajo veliko dela, mačka manj so dostopni, nekako tak občutek imamo, da so manj dostopni. Mogoče bolj klinični pogovor tam, ne? Tako, in mogoče je tudi tisti pogovor, da nam potem ali olajša in nam svetuje, ali je to mogoče za počakati, ali je to mogoče kakšna taka reč, ki še ni glih za skočiti do zdravnika, ali pa ni nič nujnega, ali pa nas spodbudi, da stopi pacient do bolnik do zdravnika, da mogoče pa le ni tako nedolžno, kot si pa slikamo sami. To je tudi namen timov, ne? Tako, zato sodelujemo, tudi na začetku so takoj pogovori, vse pri nas v Celju, z vsemi bolniki se pogovorimo že prej, tako, ko je postavljena diagnoza oziroma še sum, komaj že tudi takrat, se vedno ena od nas sester vzame čas in se pogovori s temi pacienti in da dobijo tudi ta občutek, da niso sami,
ker ko dobiš diagnozo, ja, po eni strani si zadovoljen, veš, da ti nekaj je, ampak potem so pa druga razmišljanja, ne? Življenje, kako naprej in tako naprej in res potem se vključimo in pomagamo pri tem, no? Da nekako prestopimo in potem tudi skupno najdemo neko Pa takrat so v izbiro. krču, ko se to začne, pa se pa jim poraja cel kup vprašanja, ne, ko potem nenadoma nimajo sogovornika, ne, Tako. Ja. in ga pravzaprav najlažje najdejo na ta način. Ja, Ne. v bistvu diagnoza se, Se včasih so one bolj obremenjene, pravzaprav že skoraj kot mi, ne. Ja, verjamem, ker je najbrž tudi malo več zgodb, ali so pa mogoče malo daljše, ali kako. Ja, ali zdaj, če hočeš imeti nek učinek pri pacientu in navezati neko povezavo in pridobiti eno zaupanje, si pač moraš vzeti čas. Ne? Seveda. Ker najbrž tudi, če zdravnik kar sedi pa gleda, ne, pa je nervozen, nimaš občutka, ne, da te posluša. Isto je pa pri nas sestrah. Ne? In takrat veš, ko se odločiš, ko se vsedeš s tem pacientom, da te rabi in da je to vajin čas. Ne smeš mu dati občutka, čeprav imaš tam od zadaj še kup dela, ampak to ni pomembno. Ne? In če je ta prvi kontakt že zelo pozitiven, imamo izkušnje potem, da tudi ni ovir, ne? Pokličejo, vprašajo in je ta komunikacija steče in si potem res pomagamo. Ne? In ko vidimo, da pa rabi več kot nas, pa seveda se povežemo zdravniki in skupno rešimo težave. No? Tako. Ker multipla skleroza, ne vem, popravite me, če se motim, ampak nekako si predstavljam, da ko slišiš to diagnozo, imaš še vedno slike, tako kot je bila včasih ta bolezen, ki mogoče je bilo malo, bi rekla, da si bil telesno majčkeno šibkejši, hitrejši in je bil napredek. Zdaj ta bolezen bistveno bolje lahko obravnavana oziroma obvladovana. Ne? No, če lahko samo en primer, jaz prosim. tule povem, enega pacienta smo imeli tako ravno iz tega razloga. Postavljena diagnoza, gospod je bil čisto aktiven, še na polno hodil v službo, še danes dela 4 ure, je zelo, želi biti aktiven še vedno in je že pred leti, jaz bom rekla, sigurno bo že zdaj 20 let, mislim, da od takrat, nekje je rekel, ker se je vseljeval v novo hišo, je rekel, a bi lahko mi zmerili širino vozička. Ker sem pa slučajno vedela, da se vseljuje v novo hišo, sem rekla, zakaj, ne, se imate vse urejeno. Ne, je rekel, preden se vseliva ženo, bi jaz potem razširil vrata, ker da bom lahko z vozičkom, ne, šel skozi prostore. Sem rekla, no, veste kaj, vi ne boste rabili še dolgo vozička, selili se boste in tudi širine ne potrebujete podatka, no, in gospod še tudi danes nima vozička, ne. Ampak se je to tudi zapolnilo, no, in zdaj, ker me je spolnil, sem se zdaj na to spomnila. Ni tako črno. Ne, danes ne. Ravno to sem imela tudi jaz tako zgodbo, se pravi, ko sem imela postavljeno diagnozo, ko sem izvedela za diagnozo. Ta prvo, kar je bilo, jaz sem se iz svojih kliničnih vaj spomnila, na kakšni pacienti so. Torej, Andreja, ti boš na vozičku čez par tednov, mesecev. To sem jaz rabila nekaj časa, mogoče mesec, 2, da sem lahko vdahnila, sem nekaj, čakaj malo. Saj so pa obstajajo tudi taki, ki nimajo tega, ki nimajo takih težav in ne se psihirati, ne si delati ovir vnaprej. Tako je dni, ne. Tako. Ja. No, ob tem bom pa pokomentirala oziroma bom prebrala komentar ene od naših udeleženk seminarja, ki pravi, da nažalost pa nima tako lepih izkušenj iz teh trenutkov, ko je dobila diagnozo in da so jo zdravniki kar nehitro odpravili, da sestre pa skoraj niti videla. Tukaj bi vseeno povedali, da predvsem v MS centrih sestre so na voljo za bolnike, pa tudi sicer naj ljudje kar pogumno stopijo do njih, tudi če mogoče ni ravno MS sestra, jih lahko naše udeležence današnjega posveta spodbudimo k temu. Ja, sigurno, se zgodi. Zdaj, seveda včasih, ko so ljudje prihajali na to diagnostiko, so bili pri nas dlje časa. Ne? Zdaj pridejo na lumbalno punkcijo, včasih samo na enodnevni hospital, kot rečemo, in jih v bistvu lahko zgubiš. Če takrat ni MS sestre v službi, kar se pa lahko zgodi, ne? Potem res ne pride niti v kontakt, ne? Z njo. Tako da, ampak vedno smo, če nas ni takrat, lahko tudi telefonske pustijo in mi potem pokličemo nazaj, nam kolegice to predajo in pokličemo
če ne tisti dan, pa sigurno nekaj v nekaj dneh. No, se moram reči, da tukaj gospa je navedla, ne gre za Celje. Ne, mogoče sem to malo pozabila, ne gre za Celje, gre za čisto drugo bolnišnico, ampak kljub temu mislim pa, da je enako lahko, ne? Tako. Kar naj vztrajajo, ne? Kar naj vztrajajo, govorimo. Je razlika med nami, ne, med bolnišnicami, tudi nimamo vsi enakih zmogljivosti, ne, ampak nekako, če vztraješ, jaz mislim, da se da dobiti, no, da ni to problem. Moram pa reči, da se mi je pa že tudi zgodilo, da je nekdo v našo bolnišnico poklical k nam, pa prosil za nasvet, pa pomoč, pa je bil iz drugega okolja, pa tudi ni doben problem. Če pomagamo, svetujemo, če pa nismo dovolj, če vidimo, da rabi iz svojega področja, pa jih tudi napotimo. Mi se poznamo, tudi sestre, MS sestre po celi Sloveniji, tako da če je pacient od drugod, mu lahko tudi svetujemo, kaj se obrne oziroma prenesemo tudi kolegici informacije. Tako da vztrajajte. Kar poiskati pomoč, a ne. Gospa sestra Habjaniča, lahko mi govorimo o vaši vlogi, oziroma bom kar rekla v timu, a ne, da na ta način nekako bolnika tudi opolnomočite, da opolnomočenje pomeni, da mu pomagate do več moči, ne, ki jo seveda potrebuje ob diagnozi. Ja, jaz upam, da, ne, trudimo se na ta način, zato delamo, zato sodelujemo, poskušamo jim svetovati, pomagati, tudi literaturo jim priskrbimo, tako da jaz upam, da jih. Zdaj, to bi pa mogli oni povedati, koliko jim pomagamo. Pa jih vprašajmo. Imamo pripravljeno namreč anketo. Kaj za vas pomeni biti opolnomočen, in boste na ekranu vsak čas videli tudi možnosti teh odgovorov, je možnih odgovorov kar nekaj, tako da jih ne bom zdaj naštevala, na ekranu so, lahko jih v miru preberete, nismo ni časovno omejeni s to anketo, in naj povem, da je možnih odgovorov več, pa bomo potem malo pokomentirali, kaj bo pač vam prišlo. Drugače bi pa jaz samo bačkam bom pokukala na računalnik, ker imamo tudi nekaj vprašanj, in sicer gospa pravi, da ima potrjeno diagnozo MS od leta 2020. Samo da vidimo, če lahko vse preberemo. Na podlagi izvidov MR, lumbalne punkcije. Imela sem 2 zagona, prvega z leta 2014 in 2020 mravljinčenje. Lezijo imam na vratu in slabo vidni 2 v sprednjem delu glave. Zdravnik pravi, da imam benigni potek bolezni in zato me ne zdravi. Ali bi lahko z zdravljenjem preprečili napredovanje bolezni? Ja, v bistvu je absolutno res. To je dejstvo. Ja, zdravljenje v bistvu lahko, to je ravno največji dobrobit, ne, da se smatra, prvič se preprečuje in zdravi vnetje in zdravi se na ta način, torej upočasnjuje se napredovanje. Res je, da poznamo benigne poteke, to je treba tudi dodatno pokomentirati, ampak mi ne moremo recimo soditi zdaj, kaj se bo zgodilo v roku 2, pa 4, pa 5 let. Načeloma so pa res zagoni s samo senzorno problematiko, torej samo mravljinčenje, najbolj pogosto je to mravljinčenje, sorazmerno pomenijo ali nakazujejo lahko po izkušnjah, po izsledkih pač skozi mnoga leta pri različnih bolnikih, da to napoveduje načeloma bolj benigen potek. Ampak to pa ne pomeni, da ni napredovanja bolezni, ker bolezen je neozdravljiva, še vedno. Bolezen v bistvu ne moremo z nobenim zdravilom ustaviti in ne moremo jo pozdraviti. Lahko pa z širokim naborom zdravil zdaj močno spremenimo in vplivamo na potek bolezni. Lahko zdravimo vnetje, ne moramo pa zdraviti degenerativnega dela, lahko pa tudi že degenerativni del sicer z samo enim razpoložljivim zdravilom na nek način ustavljamo oziroma upočasnjujemo. Bi bil vaš, pardon? Ja, hotela sem samo to dodati, da najnovejši izsledki raziskav kažejo, da pri bolnikih z multiplo sklerozo tudi tisti predeli možganov, ki so zdravi, kjer ni lezi, niso čist enaki kot pri nebolnih za to boleznijo. To so sicer zdaj take bolj nova odkritja, ampak v bistvu zanimiva po svoje,
stališča recimo medicine kot take in izziva, tako da je verjetno zdravljenje kar treba spodbujati oziroma možnost, da pridobijo zdravila in da se zdravijo, je treba spodbujati. Ne. Bi bil vaš nasvet, če sem pravilno razumela, za gospod, da naj se kljub vsemu še malo pogovori z nevrologom? Ja, tako. Torej, sej načeloma moramo mi tudi upoštevati, absolutno tudi na nek način, vse je treba upoštevati. Ali strah pred terapijo, pa da v bistvu torej, na nek način bodriš bolnika, mu razlagaš, mu poskušaš razložiti, ampak siliti nikakor ne preko meje, to si ne smemo in ne moramo dovoliti. Lahko pa recimo rečem, da sigurno bi recimo v tem primeru mogoče tudi sama lahko kaj doprinesla, če bi posebej rekla, da pa pač želi neko zaščitno zdravljenje. Saj vemo, da gremo za zdravljenjem lahko od nekih začetnih oblik, kjer vplivamo bolj, rečemo, imunomodulatorno, malo spreminjamo, moduliramo imunski sistem in imunski odgovor, zato da zdravimo na ta način, ne. In ta začetna terapija je tudi v bistvu, kar se stranskih pojavov ali pa nekih neugodnih učinkov zdravljenja, so res neki minimalni negativni odzivi, če sploh so. Ne. Okay, hvala lepa. Dobili smo že odgovore ankete, jih bomo pokomentirali, ampak bomo prej še odgovorili na 2 vprašanja. In sicer za zdravnico, čekajte samo trenutek, malo se je skrilo. Torej, za zdravnico vprašanje, kaj svetujete komu po diagnozo? Ali so vsi nevrologi primerni za diagnostiko oziroma kako je s centri in pa z nevrologi, ki ne delujejo v centrih? Ja, jaz mislim, da v bistvu pri sami diagnostiki je čisto vseeno, komu pridejo od nevrologov. Dobro, razen, kjer imamo pa opravka res z čistimi subspecializiranimi centri, kjer sploh ne bodo, ne vem, prišli bolniki zato do nekega vaskularnega nevrologa, ne bodo prišli do nekega epileptologa, ampak načeloma smo pa vsi nevrologi, vemo, s čim se soočamo, moramo prepoznati zgodbo, moramo v bistvu znati se odločiti tudi za samo diagnostiko, to, da nekoga pošleš na magnetno resonanco, da se to že dogaja, da že družinski zdravniki, nekateri, ki so dovolj osveščeni, ki veliko vejo ali slišijo ali hočejo slišati o tem, pošljejo bolnike že na magnetno resonanco in mi bolnike dobimo celo kot na prvem obisku že v rokah z izvidom. Ne? To je tako, že en korak več potem, ne? Tako, se že spet pridobi na času. Seveda, se pridobi na času in v bistvu že sprožimo mi še samo paraklinične potem vse te preiskave in je hitreje diagnoza tudi. In hitreje zdravljenje. Torej, vloga družinskega zdravnika pravzaprav zelo pomembna, ne? Seveda. Tudi tokrat, ne? Kot vedno. Seveda, ne? Ja. Seveda. Ja. Bolnik naj pa čim več pove, oziroma človek, ki prihaja s težavo, naj pa čim več pove. Ne? Tudi družinski zdravniki so na vse zadnje, saj namenjen je bil ta razsloj, da se reče družinski zdravnik, zato da pozna družino, pozna v bistvu ljudi, dlje časa, zdaj je žal pač zaradi vse te kadrovske, kakršnekoli že primanjkljaja teh ljudi na periferiji, da se menjajo, da ne poznajo bolnikov tako zelo, ampak v resnici tukaj je dobrobit tega. Ne? Ideja je pa ta, ne? Od otroka. Ideja je pa ta, ja. Ja, no. Pa držimo pesti, da se bo tudi zgodilo. Ja, da se bo to tudi zgodilo, ja. Tako. Jaz bi malo prekinila z enim takim lepim sporočilom, ki ga imamo od gospoda Tomaža, in sicer pravi: rad bi pohvalil odnos sestre Stanke. 21. decembra 2005, vidite, 2005, me je uvedla v intramodularno terapijo, ki jo prejemam še danes. Hvala. Vidite, lepo, ne? Hvala, ja. No, hvala lepa, gospod Tomaž. Imamo še eno vprašanje, bomo se vrnili k njemu, ampak zdaj bomo pa malo pokomentirali rezultate naše ankete. Ljudje namreč so odgovorili in pravijo, da v zelo močen procent, kaj za vas pomeni biti opolnomočen, je, da poznam bolezen in vem, kakšna zdravljenja so na voljo, katere so opcije, in potem naslednji odgovor, ki sledi, da vem, kaj lahko pričakujem od bolezni v prihodnosti in kako se s tem soočiti. Ta dva imata, bom rekla, z naskokom največ
procentov, a ne, so se tako odločili naši udeleženci seminarja, se pravi, da poznam bolezen in približno, kaj me čaka v prihodnosti, a ne. Tako da se mi zdi zanimivo izhodišče. Samo to področje je ravno tako obsežno, da sigurno zahteva več obiskov, več pogovorov, tisti čas, kakor je že prej Andreja rekla, ne? Ja. Ko pravzaprav še potem, ko je že skozi nekaj zdravil šla, ne? Ja. Še ne verjame čisto dobro, ne? Pa noče verjeti. Ampak v tem primeru, to je res, v bistvu je to obdobje krepko, lahko tudi do 1 leta, recimo. Zato tudi, to je pomembno, naprimer pri ženskah zlasti, ki so še brez otrok, ki so v rodni dobi, štartati iz situacije, da pravzaprav sprejmejo diagnozo, sprejmejo zdravljenje, se začne zdravljenje, ker šele potem lahko mi, ko vidimo nek odziv tudi že na zdravljenje, usmerjamo, kdaj bi bilo, kako je najboljše, vidimo, če kaj ni v redu s tistim zdravilom, zamenjamo in gremo v skladu z tistim, kar je za posamezno žensko z multiplo sklerozo najboljše. No, sej, glejte, na 3. mestu recimo pa je odgovor, da se lahko pogovorim z zdravnikom in ga razumem, kaj mi govori. Tudi, ne, to je tudi pomembno, da ga razumem, kaj mi govori. Laiki imamo včasih kar težavo, ne, če dobiš izvid, bolj kot ne veš, kaj gor piše, ne. In takrat je pogovor tisti, ki rešuje stvari, ne. Vedno, ko nekako vodim te pogovore, se mi zdi, da pridemo v nekem trenutku na neki točki do tega, da je res ta odnos, pogovor, najbolj pravzaprav pomemben, pa medsebojno zaupanje seveda, ne. Ja, sej, vedno vse pade na komunikacijo. Ja, tako. No, to, kar je na prvih 2 mestih, so tudi najpogostejša vprašanja, ki jih postavljajo. Ampak niso tako enostavna in ne da se jih, tako kot je rekla dr. Šoštaričeva, odgovoriti. Ja, mi odgovorimo na teh pogovorih, ampak mora jih pa biti več, da nas tudi slišijo, ne. Vse slišijo, ampak to gre zdaj tako hitro. Leta nazaj so ljudje imeli težave, dokler je stekla diagnostika, dokler je bila postavljena diagnoza, je preteklo kar nekaj časa in so to že počasi sprejemali, ne. Zdaj je pa to tako hitro, da v bistvu komaj pride k zdravniku, je že na preiskavah, že ima diagnozo, če je vse tako, kot pač ne bi steklo, može zdravnik postaviti diagnozo, že mi sestre izvajamo pogovor z njim, tako da v bistvu še niti zadiha, ne, pa ga že postavljamo pred dejstvo, ne se odloči za terapijo in za vse, ne. Ampak vedno so ta vprašanja prva in tudi te možnosti, ne, kakšne možnosti imajo in predvsem to, kar je že prej omenila dr. Šoštaričeva, zanima jih, kako bo to vplivalo na njihovo življenje, ne. Ta terapija, kakšna terapija, kaj to pomeni, kolikokrat bojo mogli priti na kontrole, enim paše, da so pogosto vodeni, pa da prihajajo k nam, ne, na odzeme krvi in tako naprej, drugi rajši vidijo, če nimajo težav, da jim ni potrebno hoditi v bolnico, ne, kar jih tudi razumeš in da nekako tu najdemo potem skupno točko, no. Ampak so to najpogostejša vprašanja že na samem začetku. Kaj bo, ne, kaj sledi? Tako, ja. Gospa Andreja, kaj je vam sledilo? Danes se pogovarjamo o ohranitvi življenjskega sloga, ne, po diagnozi. V kakšni meri je to vam uspelo? Najbolj mogoče me je prizadelo to, da delam za skrajšen delovni čas imam. Tukaj se mi je zdelo, da vedno zamujam stvari, tudi kar se stroke tiče, se mi zdi, da se je tudi v tistem času, ko jaz nisem bila prisotna v službi, da se mi veliko stvari, da mi je ušlo, da je šlo mi mene, pa nisem bila naprimer na sestankih, nisem se udeleževala na začetku sestankov v službi, zato ker sem rekla, dobro, 4 ure, se pravi, bi mogla 1 uro pa pol počakati, da bi dočakala sestanek, se pravi. Ampak zdaj sem se s tem pomirila, ostajam ravno zaradi tega, ker stvari grejo mimo mene, so šle mimo mene. In tukaj je potem tisto, da sem tudi strokovno mogoče nazadovala, kako bi rekla, ni bilo tistega stika ta pravga, kot bi bilo, če bi bilo v službi 8 ur. Tudi jaz sem bila, ko sem bila mlajša, še preden sem imela potrjeno diagnozo, sem bila aktivna fizioterapevtka, s športniki sem delala, tako da sem bila s kajakaši
bila sem tudi z ameriškimi reprezentanti, sem delala, vse je bilo tako in pa enkrat je bilo pa sem prišla do te točke, da jaz tega pač ne zmorem več, fizično ni bilo več mogoče, sem rekla, kako bo pa naprej, tudi nisem vedela, a bom lahko še hodila ali bom potrebovala kakšne 4-kolesne pripomočke recimo, ampak na srečo se ni to zgodilo. Moram pa reči, da sem mogoče pa skozi to, ker so se mi ena vrata zaprla, so se mi odprla nekje drugje in potem sem začela iskati možnosti, da mogoče bi pa kakšno drugo terapijo, ne samo masažo oziroma ne tiste agresivnejše metode fizioterapije, ki sem jih prej uporabljala, da bi jih nadomestila s kakšnimi bolj nežnimi, bolj subtilnimi. Moram reči, da sem se našla v drugem svetu. No, telesno za vas manj naporne, sem prav razumela. Tako. Ja. Aha. Se pravi, malo prilagoditve in življenje teče naprej, ne? Tako. No, fino, spodbudno. Se pravi, niste, no ja, seveda, skrajšanje delovnega časa je sprememba, ampak sicer pa pravite, da dosti običajno živite naprej. Ali se je še kaj bistvenega spremenilo, ko smo se pogovarjali, mislim, da ni spremenilo? V popoldanskem času so bile lene sorte, recimo, tako da jaz nisem kakšna huda telovadka, kako bi rekla, jaz najrajši telovadim na kavču, nažalost. No, čeprav imate že službo naporno na nek način, ne? Ampak dobro, ostala je pa tisti sprehod s psom, tisto malo z možem, malo tisti popoldanski sprehod. Drugače pa skušam čim bolj ohraniti tak način življenja, kot sem ga imela prej. Tako da edino, kar mogoče je bilo res ta skrajšana prisotnost v službi, vse ostalo sem pa nekako skušala ohraniti, tako kot je bilo prej. Se verjetno ste čisto veliko aktivni, sem se vam ne zdi, ko imate merila visoko postavljena. Dobro, malo bom pokukala tlele, ker se nam naberajo vprašanja. In sicer, samo da pogledam. Aha, ena gospa sprašuje, da je dobila leta 2021 diagnozo MS in sicer diagnozo recidivno remitentno obliko. Čez en mesec pa sem poiskala drugo mnenje in sem dobila diagnozo primarno progresivna. Komu naj verjamem? Kaj za narediti? To ni mogoče takle odgovoriti, mislim, zaradi tega, ker to je velika razlika v pristopu tudi, ne. Tako da to pač je treba revidirati, kaj čim reči, celo zgodbo, v bistvu vse, ne. Od začetka? Ja, zdaj, glejte, primarno progresivna multipla skleroza je dejansko tista oblika, kjer degeneracija prevladuje, kjer ni vnetja. Zato v bistvu to ne ponuja toliko terapevtskih možnosti, ne. Je pa res, ne, da za recidivno remitentno mora biti zgodba ali zagona, ki se je pozdravil, ali mora biti v bistvu nek jasen razsoj lezij videti na magnetu, ki kažejo neko časovno, torej razsoj času, prostoru, to pomeni, da so ene lezije starejše, druge so bolj sveže, takoj, če so katere pobarvane, aktivne, torej s kontrastom pobarvane, pa druge stare prisotne, je definitivno, da imamo neko aktivno obolenje. Se poznamo tudi sekundarno progresivno, ki ima zagone, ki je še vedno aktivna, in poznamo tudi primarno progresivno, tudi z aktivnim potekom, ne. Dejstvo je, da pač je zdravil dosti več za vnetno obolenje, vnetno vrsto obolenja, zato je to pomembno, kakšna vrsta diagnoze je postavljena. Zato so to definirane, ne? Jaz lahko samo na splošno rečem, kakšna je razlika, drugega pa to ne morem komentirati. Ja, seveda, ampak mogoče pa nasvet, da se gre še enkrat na pregled. Tako, mogoče pa zdaj k nekomu, ki se res ukvarja z multiplo sklerozo, ne, če je recimo prišlo do te razlike med dvema nevrologoma, recimo, ki pa se mogoče ne ukvarjata s tem. Ok, dobro, mislim, da smo odgovorili. Gospa pravi, da je zelo vesela, da je danes z nami, da je zanimiva debata in pravi,
torej da je doživela nekaj več močnih zagonov, navaja tudi, katero zdravilo uporablja, kar mi zdaj tukaj ne moremo povedati, in da ga dobro prenaša. In pravi, vsak dan se trudim, da naredim vse, kar lahko, da ohranjam svojo kondicijo. Veliko hodim in sem v naravi. Kaj bi lahko še naredila zase? V bistvu, kar se življenjskega sloga tiče, je vsaj v 3/4 primerov, razen če bi se šli še poglabljati v še, ne vem, neke take bolj subtilne zadeve, je pravzaprav s tem dela vse, kar lahko dela. Ne? Bolj važno je to, da je tudi reakcija tistega, ki jo zdravi, da če so ti zagoni zdaj bili, ne vem, 1 ali 2 v zadnjih 6 mesecih, v enem letu, da to lahko nakazuje neko aktivnost bolezni, ki mogoče ni čisto dobro kontrolirana z tem zdravilom. V bistvu na to moramo biti občutljivi. Eno je klinična aktivnost, drugo je radiološka aktivnost. To magnet sicer je v veliko pomoč, ampak ni vseh odgovorov samo v magnetni rezonanci, jih iščemo tudi v zgodbi, v kliničnem poteku. Okay. Naslednje vprašanje. Gospa sprašuje, ali kdaj paciente, za vas je to, gospa dr. Šoštarič, če kdaj paciente obravnavate holistično s poudarkom na njihovem psihičnem stanju in morebitnimi travmami iz otroštva. Gospa pravi, da je brala neke raziskave, ki kažejo na korelacijo med psihičnim stresom in kroničnim vnetjem v telesu. Kako je s tem? Zdaj natančnega odgovora jaz na tole ne bom mogla dati, ker jaz teh pač nisem brala. Saj veste, da zdravniki smo zmerom mečkan bolj pikolovski v tem momentu, da tisto, kar boljš poznamo, to direktno odgovorimo. Tisto, kar ne poznamo, je boljše, da sploh pač ne komentiramo. Ampak na splošno pa lahko rečemo, da vzroki, zakaj se multipla skleroza pri nekom pojavi, pri drugem ne, v resnici niso raziskani do konca. Vemo, da je lahko, ne vem, izpostavljenost nekim okužbam z Epstein-Barr virusom, neka predilekcija ali pa večje tveganje. Vemo, da so stresi lahko, vemo, da je zemljepisna širina, kjer živimo, da je to sigurno prisotno, pa tudi ne vemo vseh odgovorov, zakaj zdaj pri nas ja, zakaj drugje ne. Definitivno noben stres za nikogar ni dober. Vsi vemo, da rečemo na pamet, recimo, ne vem, moj oče je doživel 99 let, jaz rečem, da nimam šans, če tudi lahko imam vse gene v redu, zaradi tega, ker me bo itak stres prej pokopal, ampak tako je tudi z boleznimi, Sej tudi ne vemo, koliko rakavih obolenj za to nastane, koliko je, ne vem, ščitničnih obolenj, ki so, in multipla skleroza je sigurno eno izmed bolezni, kjer vseh odgovorov, zakaj nekdo dobi to, zakaj drug ne dobi, ne vemo. Pa vemo, da je to bolezen vseeno, ki je imunsko pogojena. To pomeni, imunski sistem pa sigurno lahko prizadenejo vse sorte tudi, kot se reče, ne somatske, ne telesne, ne tiste mogoče objektivne zadeve, ampak je lahko tudi nekaj psihološkega ali pa psihičnega zadaj. Ampak princip pri postavljanju diagnoze, pa recimo, dobro, to ni to konkretno vprašanje, je pa sigurno najprej izključevanje vseh možnih organskih vzrokov, ko nekdo pride, šele potem lahko začneš raziskovati. Vsaj nevrologija je tudi temu namenjena, saj mi se lotevamo organske patologije. Je pa dejstvo, da potem pa, ali je vzrok to lahko, ne vem, mogoče, ja, verjetno, ne vem, kaj bi rekel človek. In tudi nadaljevanje zgodbe, ko nekdo to ima, ko se zdravi, prav gotovo lahko spet nekaj psiholoških dejavnikov igra pomembno vlogo. Saj vemo vsi, ko dobi nekdo diagnozo raka, je najbolj ključno pri vsem je, dobro, eno je, da je možnost ga zdraviti, z obstoječimi zdravili, ampak drugo pa je, koliko pa kako bo prenesel ta človek to diagnozo in življenje s tem. In vemo, da so razlike s tistimi, ki lahko naprej živijo stoično svoje življenje in gredo preko tega, pa tistimi, ki se usedajo v en kot in v resnici ne morejo iz tistega kota ven. Spet sprejemanje, soočanje z boleznijo. Da to je sigurno prisotno in sigurno je vedno
Ne vemo pa ni, kdo bo to zmeril, ali je imel kdo, ne vem, zagone, zato ker je bolj zaskrbljen, ker je bolj okupiran z boleznijo, ker ne more ven iz tistega kroga, ker ne zna zaživeti, kaj vse vpliva na to. Težko reči. Ni še raziskanje, pa tudi težko raziskati najbolj. Težko je raziskati, to se pa dotika že bolj mogoče tudi pacienti. Ali pač... Jaz sem hotela reči, kaj je prejšnjo vprašanje bilo nekaj, naj poleg hoje, kaj naj še ta gospa, ki je postala vprašanje, počne. Jaz mislim, da je poleg hoje, se pravi poleg fizične aktivnosti, da je pomembno tudi to, kako se ljudje sprostimo in da najdemo en način življenja, ki nam toliko ustreza oziroma da nam dela pozitivno, ali kako naj rečem. Tako da skušamo ostajati nekaj, delamo nekaj takega, kar nas veseli, v čemer uživamo. Mislim, da se bolj kvaliteta življenja potem vseeno dvigne, ker so rezultati, mislim, da se potem kar en bumerang vrne potem vse skupaj. Se pravi, če bom jaz, kot je dr. Šoštarič rekla, je, če se jaz usedem in rečem, zdaj sem pa jaz bolna, zdaj pa z mano ne bo nič več, zdaj pa lahko samo še ali umrem, če imam raka, ali pa zdaj bom pa samo še obležala v posteli, če imam multiplo sklerozo. Mislim, da smo na boljši poti, da smo res tam, kot če se s tem spoprimamo, pa nekako poiščemo neko reč, ki nam dviguje dušo, ali kako naj rečem, da postane srce bolj polno, ali kako naj rečem, da sem preveč pesniško mogoče rekla. Pa je kar lepo to. Nekaj, da človeka privzdigne, da potem je precej lažje vse skupaj. Ja. Spomnim se ene bolnice, enkrat rekla, prav bolnica z multiplo, je rekla, diagnoza me je prisilila v to, da sem se v življenju znebila balasta. To mi je zelo močno ostalo v spominu, je rekla, nimam časa za balast. Mogoče, mislim, neverjetno, da rabimo eno tako zadevo, kot je bolezen v življenju, da mogoče en tak presek naredimo. Ta misel je kar globoka, se mi zdi. To je eno, ampak drugo pa recimo po moje socialne stike ohranjati, biti v družbi, to je pa drugo, zelo nujno. Zelo nujno. Vsi pač kakorkoli se bo že slišalo samotarski tipi osebnosti, ki imajo recimo mogoče, ko so zdravi, dovolj samega sebe, pa tisto najožji vrtiček, bodo veliko slabš prosperirali, kot tisti, ki ohranjajo socialne stike in so bolj odprti za to. Seveda smo le socialna bitja. To se tudi iz pogovora vidi, ko se pogovarjamo s pacienti, zelo pogosto je tudi ta tema. In pacienti, ki so pozitivno naravnani, ki zaupajo, ki imajo tudi ob sebi družino, prijatelje, ki jih podpirajo in na katere se lahko obrnejo, moram reči, da je dosti manj težav. In pogosto tudi, ko se težave pojavijo, pa pokličejo, se na koncu, ko pridemo tako daleč, ko se zaupajo, vidiš, da je v ozadju nek stres. Neka težava lahko, ki se jo pa... Oni ga razkrijejo, nekdo ga pa ne. In tisti, ki ga razkrije in ki si tu poišče pomoč, bom rekla, mislim, da ima manj težav, vsaj iz mojih izkušenj, iz pogovora tudi z bolniki in njihovega spremljanja. Bi kar rekli ljudem, naj bodo kar aktivni, pa najdejo ta svoj nek njim lasten način, ki jim pomaga. Dobro, to je en tak, bi rekla, ta socialni del, okoljski mogoče tudi. Vas, dr. Šoštarič, bi se eno vprašala še mogoče malo glede teh z novostmi smo začeli ta pogovor. Kje smo danes recimo pri obvladovanju bolezni? Kolikor vem, so v Sloveniji na voljo čisto vsa zdravila, vse možnosti zdravljenja kot v najbolj razvitem svetu. In omenili ste enkrat vmes, da je dobro, koristno, če se učinkovito zdravljenje začne čim prej. Kaj bi na to pokomentirali, kako je to? Pristop je zdaj k temu, k bolezni dejansko čim hitreje, s čim bolj aktivno in učinkovito terapijo. Vendar, kljub vsemu, kadar mi govorimo o tisti najbolj učinkoviti terapiji,
rečemo zdaj z nekim učenim izrazom, govorimo o indukcijski terapiji, to pomeni, če bi začeli takoj preskočiš tiste prve možnosti zdravil, greš k tistim zadnjim najbolj učinkovitim, tam prestopimo tudi prak soočanja z več stran pojavi. In zaradi tega je v bistvu čist popolnoma logičen pristop in najbolj pogostejši je tako zvan, to se pravi stopenski, oziroma tudi spet z izrazom eskalacijski sistem zdravljenja, kjer pristopaš najprej z zdravili, ki so zmerno učinkovita, pa z minimalno stranskimi učinki in še zmeraj imaš možnost za to, če slediš bolnika dobro klinično, podporno z magnetno-resonančnimi slikanji in tako naprej, da hitro prepoznaš, če neka terapija ne zadošča, prestopiš na višji prak. Res so pa sorazmerno redki, res tisti bolniki, ki ga prvič srečaš, pa ima zelo visoko aktivno bolezen, tam pa pravzaprav res preskočimo te stopnje in gremo do najbolj učinkovitega zdravljenja. Ampak seveda z zavedanjem in s pogovorom z bolnikom, da seveda lahko pridejo potem določene tudi negativne strani tega sicer zelo učinkovitega zdravljenja. Na splošno je pa tako, ta stopenska terapija zajema tako zvano imunomodulacijo, to se pravi, da nekot spremenimo odziv imunskega sistema na ta način, da se bori z to boleznijo, da se ščiti pred zagoni, da se ščiti napredovanje bolezni in tako naprej. Potem preidemo lahko na področje, kjer določena zdravila delujejo imunosupresivno, to pomeni, da na nek način potlačijo odziv našega imunskega sistema. Potem pa stopimo že v to najbolj visoko učinkovito terapijo, ki pa obsega tako bolj selektivno, kjer deluje samo na pridobljen imunski sistem, in manj selektivno, ki deluje na prirojen in pridobljen imunski sistem. To je nekje zajeto v bistvu vsi pristopi kot taki zdravljenja. Seveda, popolnoma individualno se odločamo, tako sem že prej rekla, glede na stil življenja, glede na leta, starost, rodno dobo. Vse to je treba vkomponirati. Tudi to, naprimer, ali bo nekdo adherenten, torej bo redoljuben, ne bo redoljuben, kaj že vidimo iz tistega nekega psihološkega profila, ki ga lahko oceniš samo v eni osnovni komunikaciji, To se tudi kdaj pogovarjamo na timih, pa rečemo, joj, ne vem, če bo ta se držal tega. Že zdaj je bil v dvomih, glede tega, pa imel je že to zdravilo, pa ga ni redno dobival, pa ni redno jemal, pa tak naprej. Tam se hitreje potem odločiš za neko tako obliko, da boš imel večjo kontrolo nad njim. Tudi, če jih ni, ko smo se prej pogovarjali, mi jih v resnici pozovemo, iščemo, po telefonu kličemo, pišemo, pol se pojavi nekdo, ko čez 4 tedne odgovori, a pa kje ste, Ja, pa sem pozabil, pa to pa pride, pa se spet ponovi cela zgodba, Skratka, iščeš zmeraj rešitev, da imaš pod kontrolo na nek način takega, če tudi je še tako zgubljen v tem svetu noter. Niso vsi urejeni, veste, ne vedo vsi, zakaj gre, pa tudi, ko mu že 20krat razložiš, še nekateri pač ne razumejo, tudi nekateri se otepajo klasičnih medicinskih poti, iščejo druge poti paramedicinske, iščejo tudi mogoče, jaz vedno rečem, držite se vsaj nekega osnovnega zdravljenja, vi pa zraven dodajajte tisto, kar se vam zdi, da vam nudi neko uteho, da vam nudi neko pozitivno voljo, da se vam zdi, da vam lahko pomagajo še bistveno bolj, ampak vsaj osnovne poti zdravljenja se držite. Da ne odlagamo to za 5 let, za 10 let, ker je potem nepovratno. Teh let se ne da vrniti nazaj potem. To je izgubljen čas. To je izgubljen čas, kar se tiče napredovanja. Je pa res, recimo, da z takim širokim naborom zdaj zdravil, ki so, se seveda ustvarja v strokovnem svetu, recimo multiple skleroze, tako zvana neki, torej
ocenjevanje uspešnosti zdravljenja, a ne, ki privede do teh konceptov, ki ste jih verjetno slišali že, in tudi gospa Andreja prav gotov, torej neko, da rečemo lahko neko stanje brez aktivne bolezni, brez neke aktivnosti bolezni, kar obsega, da stremimo k temu, da ne bi bilo zagonov, stremimo k temu, da ne bi bilo povečanja števila lezij na možganih, a ne, in da ne bi napredovala neka invalidnost ali pa prizadetost kot taka. Potem to seveda gre korak naprej, da ta del, ko sem ga zdaj opisala, zajema samo vnetni del bolezni, a ne? Če pa prestopimo še v degenerativni del bolezni, je pa tam zraven še seveda izguba možganskega volumna, atrofije, torej atrofija možganov, se to ocenjuje, a ne? In če stopimo še naprej, določeni centri pa seveda potem dodajajo zraven še določanje teh lahkih verig neurofilamentov, kjer pridemo pol do tega NEDA 5, a ne? Že torej po stopnjah NEDA je samo angleški izraz za v bistvu odsotnost neke aktivnosti bolezni, a ne? Da čim večjo stopnjo dosežeš, a ne? S tem, ker je toliko uspešna terapija, se pač zdaj poskuša tudi stremeti k temu, da bi dosegli to enkrat, ne. Ker v bistvu te vrste zdravil, kot sem jih prej opisala, ta zadnji sklop teh učinkovitih, zelo učinkovitih terapij, v bistvu je stvar taka, da ljudje dobivajo, prejemajo kratek čas, pa deluje terapija dolgoročno. Prvi del terapije, kjer sem govorila o modulaciji in imunosupresiji, je pa v bistvu to tako, da dokler dobivaš skozi in dokler dobivaš, prejemaš, imaš v bistvu tudi delovanje. To se pravi, deluje zdravilo. Ko ti nehaš prejemati, tudi neha delovati terapija. Tam pa imamo v bistvu kratkoročne terapije, ki delujejo dolgoročno. In tam lahko vplivamo na potek bolezni. Z vsemi zdravili v bistvu vplivamo na potek bolezni. Ravno pa še sodelovanje bolnika, ne? Seveda, ja. Pa tudi v bistvu vse druge faktorje zraven, da dobro prenaša, da ne bo preveč stranskih pojavov, da se ne pojavijo zraven vzporedna obolenja, seveda redno spremljanje. Nekatere terapije res zahtevajo pravzaprav spremljanje vsakomesečnega laboratorijskega testiranja ali vsake 3 mesece, vsakih 6 mesecev, še razne druge dodatne preglede, ne, vključujejo zraven. Na vse to moramo biti v bistvu pozorni. Res je, da zdaj, če se nekdo samo z multiplo sklerozo ukvarja, ima mogoče to vse v glavi. Mi imamo definitivno tudi po fasciklih zloženo vse in za vsak greš preveriti in prečekirati vse, a si vse pogledal, ker je to nemogoče vse vedeti. Ja, ker pokrivate večji spekter nevroloških bolezni, ne, ki jih je pa... To je v bistvu nič nobenemu ni nerodno povedati, ne. Ja, seveda, sej. Ja, ker je nemogoče to, v bistvu vse slediti z vsemi detajli, kolikrat preveriti vse pred tem in drugim in... Nekako se mi zdi, da s takimi dogodki, kot je današnji, prispevamo k enemu izobraževanju, informiranju ljudi na splošno, ne bi rekla samo bolnikov, ampak ljudi na splošno, če se pojavi bolezen, mogoče pri njemu ali v družini ali v prijateljskem krogu, da se lahko z zdravnikom pravzaprav vsem pogovori. Mislim, da je to tudi ena taka naša spodbuda, ne, k temu tako imenovanemu opolnomočenju, da ljudje pridejo in res lahko vse vprašajo, ne. Mislim, kakor se jaz pogovarjam, so bolniki, da ravno ta možnost tega opolnomočenja ogromno pomeni bolniku samemu, se pravi, da lahko relativno aktivno, bi lahko rekla, poseže v tole svoje zdravljenje, se pravi, če vidi, da mu zdravilo ne ustreza, da ima večje težave po prejemu zdravila, da ve, da sme stopiti do zdravnika in mu povedati, da to njemu ne ustreza in tudi, da ve, da se bo to tudi, da bo... Včasih celo aktivno, veste, mi ponudimo, ko vemo, da je šlo nekaj naprej, da je možnost, ne vem, zamenjave, da lahko poskrbimo. Mnogi v bistvu, ki so stabilni, niti ne želijo sprememb, ne? Ali pa šele potem, ko jih pa vprašaš, pa pozoveš, rečejo, ja, vse ti stranski učinki so pa res neprijetni, bi pa res mogoče premislil o tem pa tem, ne? Ampak v resnici ga moraš voditi tudi, a ne?
Vsi pač, a veste, eni so zadovoljni, imajo diagnozo, zdravljenje so koliko toliko v redu, grejo domov, se ukvarjajo z svojim delom, niti ne želijo imeti stika pretirano in se tudi ne zanimajo, a ne. Eni pa mogoče včasih že nekateri preveč aktivno gredo v to. So pa zelo vključeni, ne? Ja, ker tisti je pa najhujše, veste, da pride nekdo z vsem, kar je iz Googla dol potegnil. Ja. Jaz imam s takim dela v ambulanti 2-krat več. Ja. Najprej njega poslušam, pa vse to, potem pa moram še zagovarjati se, da mogoče pa temu ni tako, a ne. In se Ja. na nek način, da bi naj bila za njegovo mnenje je to debata, za mene je pa pravzaprav to oteženo delo moje, a ne, Ja. ker ga že naprej vidim, da ga moram prepričevati o nečem, kar vem, da imam jaz prav, a ne. Ja, ste pa nekaj le študirali, ne, v Ja. življenju. Ja, sej moram reči, delamo več stvari, a ne, bom rekla, smo kar aktivni ali pa prisotni na področju zdravja in lahko rečem, da se kar pogosto srečujemo s tem, da nam ta Google malo meša te strokovne štrene. Tako da ravno taki dogodki, kot je danes, naj bi bili prispevek k temu, da ljudje dobijo res preverjene in kredibilne informacije in da je to tisto, kar nekako preverjeno tudi drži. Imamo še nekaj vprašanj, bomo počasi zaključili, ampak bomo odgovorili še na ta vprašanja. Imamo eno vprašanje, ki ga nažalost ne moremo zdaj tlele odgovoriti javno, ker gre za vprašanje prav po imenu zdravil in bomo to pustili za potem, tako da gospe Meri sporočam, da nismo na njo pozabili. Naslednje vprašanje. V primeru, da ženska načrtuje nosečnost v naslednjem letu ali 2, pa je ravno prejela diagnozo MS, ali je smiselno začeti z zdravljenjem, glede na to, da med nosečnostjo in dojenjem zdravljenje ni možno? Ja, to zdaj ni več tako. To zdaj ni več tako. Torej, možno je zdravljenje z enim od zdravilom oziroma 2 zdravili prvega reda čez celotno nosečnost in dojenje. Zdaj je odvisno pač od aktivnosti bolezni, če je aktivnost pa večja, je pa možno tudi še zdravljenje z enim zdravilom do 30. tedna nosečnosti in potem v bistvu se kar kmalu začne spet tudi po porodu nazaj. Ja, tako da ni tako črna slika. Okay. No to so te novosti, ne, ki skozi poudarjamo. Multipla skleroza je res, bi rekla, področje, ki doživlja neizmeren razvoj, ne, na vseh področjih, od diagnostike. Ja, a veste, ta zdravila prvega reda, ki so bila že pred več kot 30 leti na voljo, je dejstvo, da imajo izjemno dolgo obdobje preverjanja skozi, a ne, in tam se v bistvu izcimijo potem rezultati, ki zdaj kažejo, da so praktično neškodljiva za to, ne. Medtem ko eno od teh za visoko aktivno obolenje je pa prav tako v bistvu zelo ugodno se izkazalo z profilom delovanja, ne, da dovoljuje to možnost tudi pri aktivni. Se pa veliko bolj pogosteje recimo za čez celotno nosečnost odločamo pri tistih, kjer sumimo, da bi lahko prišlo z velikim tveganjem do zagona, a ne, da vztrajamo z zdravljenjem. A ne. Nosečnico verjetno tudi bolj pogosto spremljate, a ne? Ja, v bistvu načeloma res, ampak vse, veste, to so telefoni odprti, a ne. Danes pa res, ne? Danes pa res, ja. Za te ljudi pa res pravzaprav ne moramo drugega reči, tako da če se kdo, ne vem, posebej, da se mu res zgodi nekaj, verjetno se tudi najde kdo, a ne. Ko ni glih čisto vse v najlepšem redu, no, ampak načeloma se mi zdi, da smo zelo dovzetni za razpoložljivost za te ljudi, no. Mogoče bi čisto kot eno pomnik povedala tudi, a ne, da smo že v prejšnjih srečanjih, teh srečanj pod naslovom Odprti mikrofon omenili, da se lahko ljudje obrnejo po pomoč tudi na nevladne organizacije oziroma združenje bolnikov z multiplo sklerozo, društvo, kjer imajo tudi, rekla, člane poverjenike, kjer jih mogoče malo usmerijo, potem naprej do zdravnika, medicinske sestre ali pa mogoče samo kakšen pogovor, tako bolnik z bolnikom, a ne. Se mi zdi na mestu, da to. Če recimo planirajo nosečnosti, pa to, ne, če je diagnoza postavljena, tudi to vedno preverimo, ne, to paše v tisti stil življenja in tudi planiranja pri teh mladih, ne, kakšne imajo plane, kdaj planirajo,
tako da v bistvu že plan naredimo prej, preden se pogovorimo. Ne naredimo, mi plan. Ne plan, ne, ampak zdravljenje. Tako, zdravljenje, plan za sebe. Prisluhnemo. Tako da tudi to se pa aktivno udeležimo. Tu se pa ne vtikamo. To se pa ne bomo to pa ne. Tako da se dogovorimo in že se ve točno, kako bo teklo in tudi dobijo vsa navodila, tako da mislim, da so preskrbljene vse naše mlade in dosečnice in tako naprej. Naj kar poiščejo na svet. Tako. Približujemo se koncu, pa bom prosila moje cenjene sogovornice za eno tako zaključno misel, oziroma če smo karkoli pozabili povedati, da bi bilo smiselno še poudariti, je zdaj še priložnost za to. Bomo kar z Andrejo začeli. Izvolite. Jaz kot bolnica bi samo rekla, dajte ohranjati in kot fizioterapeutka pa sploh fizično aktivnost, kolikor jo le zmorete. Zdaj prihajajo taki turobni dnevi, deževni dnevi. V tem času, zdaj se mi zdi, da zadnji teden, da je prav depresije, da kar seka ta žalost, vse posod. In kar je ena od pogostih spremljevalk multiple skleroze, tudi depresija, res to druženje, socialni stiki naj ostanejo, naj grejo ljudje ven, tudi kljub temu, da je slabo vreme, vse dežniki obstajajo, pa pelerine in včasih se vidite otroke, ko uživajo v skakanju in tekanju po lužah, dajmo si privoščiti kaj takega recimo, ali pa ne se zapirati, mislim, da je res dobro, da ohranjamo tisto otročka, da v sebi ohranimo in da naj ga čuvajte ga, vzgajajte ga na tak način, da ga zmer pobožate, tega svojega notranjega otročka, kar nam bo potem lažje, jaz mislim. Super, hvala lepa za te lepe misli. Naprej, sestra Stanka. Ja, kaj ne rečem, multipla je, rečemo, da je bolezen tisočerih barv, Jesen je pa tudi živo pisana, tako da se navezujem na vašo misel, naj vas ne potegne v depresijo, ampak to v živo pisanost in mislim, da zmorete in imate toliko energije, bolniki za multiplo sklerozo, pozitivne, da je neštetokrat tudi jaz dobim nazaj, kar dam tudi jaz dobim, tako da ostanite taki in vzdržujte to, mislim, da vam bo lažje, če pa rabite pomoč, pokličite, pa se pogovorimo. No, super, hvala lepa. Ja, jaz bom pa bolj na zdravniški del navezala, pa bom rekla tako, da če se dogaja nekaj, kar je zelo drugače od prej, pač je treba pomisliti, da ni nujno, da čeprav je človek mlad, da ne more biti vseeno karkoli narobe in da pač gremo po značilnostih, ki smo jih prej opisali, prej, ko se ugotovi, prej se zdravi, prej se začne upočasnjevati napredovanje in pa da seveda ob vsem tem naboru terapij tudi mislim, da ni več absolutno nič tako zelo črnega pri tej diagnozi, kot je to bilo pred 25 ali pa 30 leti. Tako da korajžno, No. Fino. S to lepo spodbudno mislijo se bomo poslovili od vas, spoštovani udeleženke in udeleženci današnjega seminarja. Še naprej vam želim zelo lep večer. Zahvaljujem se našim sogovornicam danes, da so preživele ta deževni pozni popoldan z nami. Družbi Novartis za podporo, ki nam je omogočila, da smo danes ta posvet izvedli in seveda Združenju multiple skleroze Slovenije in pa Društvu za EMS, da so vas pravzaprav obvestili o tem dogodku. Hvala lepa še enkrat in lep pozdrav. Hvala.